Lep pozdrav v današnji kulturi na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. V petek zvečer smo v celjski kulturnici doživeli igrani recital Gradnikove poezije pod naslovom Luci Peter, ki ga je predstavilo ljubiteljsko gledališče Petra Simonitija iz Celja. Kot svojo drugo premiero v tej sezoni, prva je bil recital Tipi in originali Josipa Jurčiča, je v celjski kulturnici ljubiteljsko gledališče Petra Simonitija Celje v petek 17. decembra predstavilo igrani recital poezije Alojza Gradnika pod naslovom Luci Peter, ki ga je na oder režijsko postavil Lovro Tacol, ki je v njem tudi odigral nosilno vlogo Luci Petra. Igrani recital Luci Peter izvajalci posvečajo starosti njihovega gledališča, častnemu članu in umetniškemu vodju Petru Simonitiju, po katerem so lansko leto tudi preimenovali prejšnje ime ljubiteljsko gledališče Teharja. Ja, doživel sem z vsem srcem, že skozi, ko sem dobil v roke to knjigo, je v mojem srcu zažarela želja, da pride na oder. In čakal sem dolgo, in ko smo se spoznali z Lovrotom, sem rekel, Lovro, to bomo dali na oder. In Lovro je to čudovito lepo olepšal, opeval, res sem presenečen in neskončno vesel. Luci Peter je, kot je v spremni besedi med drugim zapisal pesnik Kaja Tanković, rasel predvsem iz Gradnikovega ustvarjalnega veselja kot takega. Zanimiv je kot poskus pesnikovega prodora iz samega sebe, kot pomembna ustvarjalna naloga, ki jo je pesnik začutil in skušal uveljaviti proti svoji lastni tradiciji. Konec navedka. V njegovi gledališki upodobitvi pa je režiser Lovro Tacol kot izrazno sredstvo med drugim uporabil tudi senčno gledališče, ki ga sicer nimamo priložnost ravno pogosto videti. Oplemenitil pa ga je še z glasbeno spremljavo profesorja Dejana Kušarja. Elementi senčnega gledališča so bili vmes. Sence so mi prišle na misel, ko sem bral te pesmi Luci Petrove, ne? Zelo veliko je bilo omenjanja tudi senc in sanj in prividov in se mi je zdelo, da bi senčno gledališče kot malo sanjsko, mistično, neotipljivo se zelo dobro skladalo z samo vsebino in tudi načinom Gradnikovega pisanja. Potem pa sem tu dodal še glasbo zraven, ne, se pridružil harmonikar Dejan Kušar iz glasbene šole Celje, tako da v bistvu bil preplet poezije, gledališča klasičnega in senčnega in pa glasbe. Kako pa je potekal študij in ostale priprave do pričujoče premiere? Ja, skupnih vaj je bilo zelo malo. Skupna vaja z vsemi in z lučkarjem in s harmonikarjem je bila pravzaprav samo ena. Smo pa vsak zase doma ponavljali svoj tekst. Občinstvo je ta igrani recital Luci Peter ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija Celje s hvaležnostjo sprejelo. Svoje zadovoljstvo pa so po končani premieri izražali tudi ustvarjalci sami. Čudovito, predvsem je pa zelo hitro minilo. 1 ura je minila kot trenutek. Se mi zdi, da vse je zelo gladko teklo. Meni je všeč ta koncept, ki ga ima naše gledališče, da delamo takšne komorne stvari. Ponavadi so vse krstne izvedbe. V tem mesecu nas še ena krstna čaka in imeli smo že Jurčiča ta mesec, tako da je to en čisti užitek, sicer precej garaške narave, če pomisliš, da imamo v enem mesecu 3 premiere, ampak ta garaška narava je za užitek, res za srce in za dušo. Z odra je zanimiva ta predstava, ker mi, ki recitiramo, ne vidimo publike, ne? In je to še pri poklonu publiko vidimo takrat šele, koliko ljudi je v dvorani in je z tega vidika posebna predstava. Je pa posebna tudi zato, ker je predstava taka, ki da človeku misliti, ni nekaj lahkotnega in mislim, da je tudi z filozofskega vidika predstava zanimiva. Poleg izvajalcev umetniške besede pa je v Luci Petru sodeloval tudi imenitni harmonikar Dejan Kušar.
profesor glasbe na Celjski glasbeni šoli, svojo diatonično harmoniko, ki je glasbeno spremljavo tega gledališkega recitala podal v živo. In kako je on doživel premiero? Ja, jaz sem kot dijak sodeloval v gledališču, ampak v študentskem domu v Ljubljani, kjer sem bil tudi igralec in glasbenik, no, ampak to je že tako dolgo nazaj, tako da sem danes spet prvič stopil na oder v tej vlogi, se pravi spremljevalne glasbe. Z Lovrotom se poznamo že kar nekaj časa in me je prosil, če priskočim na pomoč, in sem se z veseljem odzval in zdaj je že prva predstava za nami. In ta izkušnja? Super je, mislim, je spet nekaj na novo, ker moraš spremljati celotno dogajanje, ni samo tvoja točka, si ti na vrsti, odigraš in greš dol, ampak moraš skozi spremljati. Tako da je na tej smeri mogoče malo zalogaja, ampak je veliko veselje. Ljubiteljsko gledališče Petra Simonitija Celje nadaljuje bogato gledališko tradicijo, ki jo je nasledilo od nekdanjega povojnega celjskega delavskega odra, ki se je kasneje združilo s štorovsko gledališko skupino v amatersko gledališče Železar Celje Štore, ki pa je nekje koncem 80-ih, začetku 90-ih prenehalo delovati. Na njegovem pogorišču pa je nekaj nekdanjih aktivnih članov pred več kot 20 leti, točneje 1993, ustanovilo ljubiteljsko gledališče Teharje, ki je delovalo v tamkajšnji krajevni skupnosti. Lansko leto pa so ga v čast njihovega staroste, častnega člana in umetniškega vodje preimenovali v ljubiteljsko gledališče Petra Simonitija Celje. Nisem na kaj takega mislil, računal, celo sem rekel, naj ne delajo takšne reči. Ustrajali so, no, in Bog pomagaj. Programska značilnost in usmeritev ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija Celje pa je njihova naravnanost v prizarjanju gledaliških recitalov, kot nekako poetično gledališče, v katerem so ustvarili svoj gledališki izraz, poleg klasičnih predstav seveda, ki jih tudi občasno postavijo na oder. In ker se bo leto vsak čas obrnilo, nas je seveda zanimalo, kakšne načrte in želje imajo v prihodnje. Ta premiera je bila pravzaprav uvod v prihodnje leto, ko bo Gradnikovo leto. Zdaj letos je bilo leto zaznamovano z Josipom Jurčičem, naslednje leto pa bomo obeležili 140. obletnico rojstva Alojza Gradnika. In si želimo, da bi lahko ta recital ponudili v Gradnikovih in Simonitijevih Goriških Brdih, kjer vsako leto pripravljajo Gradnikov festival. V tem mesecu nas čaka še krstna uprizoritev ene naše lastne komedije, avtorica je naša članica Anica Milanović. Naslova še ne smem povedati, ker bo potem objavljen takrat, ko bo premiera. Bo pa 29. decembra tukaj v Kulturnici, če nas slučajno kaj slabega ne preseneti. Ampak se ne damo, smo odgnali vse in privlekli samo dobre stvari. Za nami bo, upam, eno zoprno leto. Zoprno zato, ker smo morali realizirati program, ki smo si ga zadali, vendar zaradi vseh teh razmer ni bilo možno stvari tolikrat ponoviti, ne. In v naslednjem letu si želim, da bi projekte, ki jih imamo že narejene, pa tiste, ki jih bomo še drugo leto naredili, lahko brez nekih zadržkov in omejitev ponavljali takrat, ko bi si mi želeli, ne takrat, ko bodo razmere. Kot svojo tretjo premiero letošnje sezone pa je ljubiteljsko gledališče Petra Simonitija Celje v sredo 29. decembra v Celjski kulturnici pripravilo komedijo z naslovom Sprt na obroke, avtorski projekt njihove članice Anice Milanović. Zanimiva postavitev Gradnikove poezije je seveda navdušila tukajšnjo občinstvo v Celjski kulturnici. Kot smo pa slišali, pa imajo s to postavitvijo člani gledališča še nekaj načrtov. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.